Po zaključku študija predšolske vzgoje na 1. stopnji sem nadaljevala študijem inkluzivne pedagogike na 2. stopnji. Tisto poletje mi je ostalo v spominu, ker sem ga kot prostovoljka preživela v Gambiji, za kar me je navdušila moja sestra, ki je bila že pred mano na izmenjavi v tujini. To poučevanje je bilo zame enkratna izkušnja, predvsem zato, ker sem lahko znanja, ki sem jih pridobila tekom študija, razširila in uporabila v praksi. Poleg neponovljive izkušnje pa je bila Gambija zame odskočna deska k razmisleku, da sem se kasneje podala še na študij razrednega pouka. Delam na osnovni šoli Koper kot učiteljica najboljših petošolcev. Poleg tega se ukvarjam še z zaključkom študija razrednega pouka Pedagoške fakultete UP. Svoj čas namenim tudi drugim aktivnostim, ki so tako ali drugače povezane z univerzo. Poleg druženj s kolegi, ki so zaposleni na fakulteti, sem tudi predsednica alumni kluba Pedagoške fakultete UP. V klubu skupaj s študenti organiziramo raznolike dogodke in športne aktivnosti z namenom strokovne rasti in medsebojnega povezovanja. Vem, da je moto delaj tisto, kar te veseli, že izpet, zato sem ga prilagodila po svoje. Jaz delam tisto, kar mi energijo jemlje, ampak mi jo vsakodnevno tudi daje. In sicer v obliki besed in dejanj mojih učencev dobivam energijo in se vsak dan v službo vračam z nasmehom in polnimi baterijami. No, vsaj večino dni. Študiral sem na fakulteti za vede o zdravju, kjer sem naredil tako prvo stopnjo kot magistriral iz dietetike. Naknadno pa sem pridobil še mednarodni certifikat za prehrano v športu, CSSN in opravil še neke druge tečaje. Spomini na fakulteto so res lepi. Na eni strani zaradi same lokacije fakultete, ker prideti na morje iz Ljubljane je vedno nekaj lepega, po drugi strani pa študij, ki je pa res v bistvu presegel moja pričakovanja. Prehrana me je od nekdaj zanimala, tudi v povezavi s športom, ker se vsako leto hodim za mesec do 2 v tujino, na tako imenovano bikepacking, gorsko kolesarjenje. Upravljam delo dietetika v svoji zasebni prehranski svetovalnici Dietetike Roter, kjer strankam ponujam prehransko svetovanje za področje klinične dietetike, športne dietetike in pa estetske dietetike. Ta poleg prehranskega svetovanja vključuje tudi fitness vadbo. Povezanost dietetikov z univerzo in alumni klubom se mi zdi pomembna predvsem zaradi vzajemnega sodelovanja. Na eni strani dietetiki lahko ponudimo izobraževanje strokovno študentom dietetike, na drugi strani pa univerza lahko širi prepoznavnost poklica dietetike in kar ne nazadnje pomaga ljudem. Ne vem, če je to moto, se pa v življenju držim nekega načela progresivnosti, to je načelo športnega treniranja, kjer se postopno dosega nek napredek in jaz ga na podoben način v dietetiki nadgrajujem znanje. In kot pravi slogan fakultete za vede o zdravju, življenju dodajamo znanje. Študiral sem na fakulteti za menedžment, spomini so seveda pa izredno lepi. Tisto, kar bi poudaril in kar se mi zdi, da je res najlepši spomin in tudi največ, kar sem odnesel, pravzaprav je bilo to, da smo študentje takrat, to je 25 let nazaj, bili pravzaprav povezani kot v srednji šoli. Mi smo znotraj univerze oziroma fakultete, ki je bila precej majhna takrat, pa tudi Koper kot tak je bil še precej drugačen, ustvarili neko skupnost študentov, ki je pravzaprav izredno dobro povezana in je povezana še danes, tako poslovno kot pravzaprav prijateljsko. In seveda univerza je nujno potrebno, da si povezan z njo. Najprej že je prav, da nekaj vrneš nazaj glede znanja, ki si ga dobil. Veliko imaš socialne mreže od tam, ki ti zelo prav pride pri izmenjavi znanj, izkušenj in tako naprej. Tudi nekateri, moram priznati, tukaj na zbornici smo imeli zaposlene, ki so se me spomnili takrat iz fakultete in seveda, tako da moram priznati, da to je ena iz zelo pomembnih stvari, ohranjanje tega stika. Nek moto se mi zdi izredno pomembno to, da pri svojih ciljih vztrajaš in pri svojem delu in po drugi strani, da delo, ki ga opravljaš, resnično izpiliš do potankosti, da postaneš maksimalno kvaliteten pri tem, kaj počneš in špica, da ne rečem svetovna, in potem boš zelo hitro postal tudi izredno cenjen in iskan.
Diplomiral in magistriral sem na Fakulteti za turistične študije Univerze na Primorskem v Portorožu. Na sam študij imam čudovite spomine. Življenje ob morju, ogromno priložnosti za vključevanje v najrazličnejše projekte, študentsko delo in tako naprej. Eden izmed dejavnikov, ki je spodbudil oziroma v meni zbudil interes za študij turizma, je tudi hobi jamarstvo. Spomnim se, ko sem pri 20 letih opravil jamsko in turistično licenco in takrat vodil ljudi in to delo še vedno rad počnem. Bil sem tudi na 4-mesečni Erasmus izmenjavi v Toskani, kjer sem v nekem oljčniku, v neki vili opravljal delo receptorja in se učil italijanskega jezika. Zelo dobra izkušnja. Zaposlen sem kot asistent in raziskovalec, vzporedno pa opravljam tudi doktorski študij. Eno področje, ker sem na Fakulteti za turistične študije posebno aktiven, je program UP-FTŠ Studio Turistika, ki smo ga pred časom ustanovili predvsem z namenom bolj aktivnega in bolj strukturiranega povezovanja študentov z gospodarstvom. V ta namen smo vzpostavili tudi studio Kotiček, studio sobo, ki služi kot laboratorij, kjer študenti eksperimentirajo z najsodobnejšo tehnologijo. Preko alumni kluba se aktivno vključujem v projekte in sodelujem na znanstvenem in akademskem področju. Kjer je volja, je tudi pot. Čas študija izkoristite za odkrivanje vaših talentov. Bodite drzni, bodite proaktivni in razmišljajte izven cone udobja. Če boste temu sledili, vas čaka zagotovo dosti priložnosti in tudi profesorji vam bodo vedno prišli naproti. 4 leta zapored smo sošolci šli na mednarodno tekmovanje Primatijada, ki je bilo tekmovanje, a hkrati tudi zelo dobra žurka, kjer smo vsako leto osvojili prvo mesto na področju matematike. Eno od teh nalog je potem postala tudi moja diplomska naloga, za katero sem dobila nagrado Srečka Kosovela. Šli smo tudi na poletno šolo v Novosibirsku, kjer smo imeli v sobi miš Jerry in kjer so se naši ruski gostitelji zelo trudili najti sestavine za suši, ki smo ga potem uspeli narediti. Bili smo tudi v Bilbao na enomesečni izmenjavi sredi hudih protestov. Z varovanjem podatkov in identitet se ukvarjam pri podjetju Crea Plus, predavam pa tudi kriptografijo na UP-Famnit. Tu sem tudi del centra za kriptografijo, kjer sem edina Slovenka, kar kaže na našo dobro vpetost v mednarodno okolje. Zdi se mi pa tudi pomembno ohranjanje vezi z domačo fakulteto in z bivšimi sošolci preko alumni kluba, ki nas združuje in tudi nudi možnosti za nadaljnjo izpopolnjevanje. Če bi se še enkrat vpisovala v faks in se ne bi mogla vpisati na matematiko, bi se vpisala ali na računalništvo ali na bioinformatiko na Famnitu, ker sta obe področji zelo fascinantni, elegantni in imata dosti praktičnih aplikacij. V letu 2004 sem se vpisal na Fakulteto za humanistične študije v Kopru, študij zgodovine. Med tekom študija smo v okviru predavanj in seminarjev tudi veliko potovali. Ogledali smo si mesto Pariz, Dunaj, tudi večdnevno ekskurzijo po poteh Soške fronte. Sam sem delal tudi v Pomorskem muzeju v Piranu, v arhivu v Kopru in kasneje tudi v Barceloni, za kar sem pridobil štipendijo. V Krajinskem muzeju v Kopru sem zaposlen že od leta 2010, sicer prvotno kot kustos za starejšo zgodovino, kasneje pa od leta 2022 vršilec dolžnosti direktorja. V muzeju prirejamo razne prireditve, sodelujemo s študenti in pomagamo pri pripravi raznih diplomskih nalog, seminarskih nalog, pregledu gradiva. Vsekakor pa je alumni skupnost pozitivna tako za Koper, kakor tudi za širšo okolico in s pridobitvijo prostora mislim, da bo zaživela tako, kot je bilo zamišljeno. S tem, ko univerza postaja mednarodno priznana in prepoznavna s prihodom tujih študentov v Koper, je pomembno tudi to, da se seznanimo s tujimi kulturami, jeziki, kar nam vsekakor kasneje koristi tudi v življenju.